Dober večer, lepo pozdravljeni na, mislim, da na prvem letošnjem pogovornem večeru Dežele pridnih v letošnji sezoni. Veliko veselje in čast mi je, da je z mano Dragan Petrovec. Jaz sem zelo dolgo časa, v bistvu tudi glede na fakulteto in tisto okolje, ga vikala. Potem sem pa imela nalogo tudi, da sem se naučila oziroma je bilo težko se navaditi, da sva se začela tikati. Tako da bom probala nekje vmes, ker se mi zdi pa, da zdaj, če bom začela spet vikati, mogoče ne bo najbolj primerno oziroma tudi ne bo služilo najbolj prav pogovoru. V tem primeru ne bom razumel vprašanja, ne bom vedel, komu so naslovljena. Drugače profesor, raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo Pravne fakultete v Ljubljani, sedaj upokojen. Verjetno največji strokovnjak, ko pride do penologije, pravnik, hkrati pa tudi kolumnist, javni intelektualec v najbolj žlahtnem pomenu besede. Njegove knjige v bistvu segajo zelo na nek širok, v bistvu na široko polje. Napisal je knjigo Kazen brez zločina, potem na nek način kultna, skoraj knjižica, ampak v resnici velika knjiga Kult žrtve, mediji in nasilje. Njegove kolumne so zbrane v Ljubiti morilca, Zadnja in pa predtem Stopinje upora. Hkrati je pa potem nas začel razveseljevati tudi s kratkimi, bolj humornimi zgodbami, ki so zbrane v 3 zbirke, zaenkrat Fanči iz psihiatrije in še hujše zgodbe, potem Pismo nigerijske vdove in zadnja Brodolom. Po mojih informacijah je večina, velika večina, torej 90% teh zgodb in prigod resničnih, vseeno je pa tam tudi nekaj te ustvarjalske žilice in hkrati jezik, ki mislim, da nas vse pritegne. Predvsem pa sporočila, ki odmevajo tudi v najbolj neprijetnih časih in tudi časih, ki so najmanj naklonjena razmišljanju. In zdi se, da smo vse bolj nekako potisnjeni tudi v okolje, kjer je težko razmišljati, ali pa se tudi v bistvu ne želi, da bi ljudje kritično razmišljali, bili humani, se spomnili, kaj to pomeni pravzaprav biti človek. Knjige nekatere se lahko tudi naroči oziroma je na voljo tamle zadaj, če bi koga zamikalo, tako da se zahvaljujemo tudi založbi. Jaz začela bom na nek način, oziroma poskušala. Na začetku, tudi ko sva se pogovarjala oziroma pripravljala na današnji pogovor, je na nek način se pojavil en članek o tem, da na Nizozemskem uspešno zapirajo zapore, ki so vse bolj prazni. Ne toliko zaradi tega, ker ne bi bilo več kaznivih dejanj, ampak zaradi tega, ker se zavedajo, da je kaznovalna politika zelo pomembna pri temu, koliko ljudi je v zaporih in da je smiselno, da so ljudje v zaporu na nek način čim manj časa oziroma da tudi tisti njihov čas, ko so tam, temelji na tem, da se jih potem reintegrira v družbo. Dragan je bil vodja ženskega zapora na Igu v 80. letih. Takrat je tudi v bistvu eksperimentalno in uspešno uvedel bolj odprt režim. Ni res? Že pred mano. Okay. Ampak vsekakor pa ves čas tudi v bistvu zagovarja to, da kaznovalna politika ni tista, ki kaznuje dokončno oziroma obsodi ljudi in predvsem tudi, ko je bilo v Sloveniji v bistvu govora in ko smo potem prišli do smrtne zaporne kazni, ves čas zelo jasna v bistvu kritika tega, ker te najvišje kazni zvišajo tudi vse ostale kazni, ki jih sodniki izrekajo. In letos poleti se zdi, da smo na nek način pač prišli do neke točke, ki je neprijetna. Prvič je bil dosojen strani Vrhovnega sodišča celo. Torej, prvič je bila dosojena kazen do smrtnega zapora.
Pa bi bilo prvo vprašanje v bistvu zelo odprto z področja kaznovanja, zaradi tega, ker se zdi, da vedno, ko smo soočeni z nekimi temi vprašanji ali pa ko pride do nekega kaznivega dejanja, je zelo malo prostora ali pa kar naenkrat pozabimo na vse tisto, kar pravzaprav, česar se je potrebno zavedati, ko govorimo o tem, zakaj hude kaznovalne politike mogoče niso najboljša popotnica za družbo, ki je prijazna in ki sprejema vse ljudi in se tudi zaveda, da pravzaprav posamezniki so produkt tudi samega družbenega okolja. Tako da, kaj je tisto, kar pravzaprav bi nas morali spremljati ob tem, zakaj sodba oziroma kazen do smrtnega zapora ni civilizacijski dosežek, ampak je prej mogoče nek obet spreminjanja družbe in razmislekov v bolj totalitarne, neprijazne smeri. Sem vedel, da bom imel zahtevno spraševalko. So zelo težka vprašanja. Uvodoma drži se me nek nezaslužen ugled, katerega nosilec nisem. Ta odprtost, kjer sem interveniral, ta se je začela dogajati leta 1975. Takrat sem jaz v resnici na pravosodju in sem bil del ekipe, ki je izvajala ta ižanski eksperiment. 77. je to začelo funkcionirati, 83. sem se potem preselil na Ig, ker sem imel po 8 letih pravosodja, ker sem pač skrbel za človekove pravice obsojenih po Sloveniji, en tak privilegij, da sem si lahko zbral to mesto v zaporu. Proti koncu svoje kariere v Igu sem ga nekaj časa res vodil kot VD, potem je pa kolegica, ki je med nami v publiki, prevzela to vodstvo, jaz sem šel pa na inštitut za kriminologijo. Toliko v tem uvodu. O čem premišljevati, ko zvišujemo kazni? To je ena taka zelo težka naloga. Morda v tistih časih, ko nikogar ni skrbelo, dolga desetletja pri nas, kaj bo s kriminalom, kaj bo z obsojenci, s kriminalci, ko smo imeli najhujšo zagroženo kazen 20 let zapora. In še teh 20 let se je lahko izreklo samo v primeru, če je bila najprej izrečena smrtna kazen, ki jo je sodišče potem v isti sapi in v istem stavku nadomestilo s kaznijo 20 let zapora. V vseh ostalih primerih je bila pa najvišja zaporna kazen 15 let. Kar pomeni en tak poseben primer, jaz pravim, civilizirane kazenske zakonodaje, ki so jo razumni kriminologi po vsej Evropi dajali za zgled. In pri nas dolga leta, vse do svobode, 91. nihče ni čutil potrebe po zviševanju kazni. Pričemer so ob tako blagih za današnje razmere kaznih najhujša kazniva dejanja, če bi risal graf, šla takole navzdol, počasi, ampak zanesljivo navzdol. Govorim primeroma o umorih in poskusih umorov. Potem, ko pride svoboda, pride tudi svoboda za izbruh najrazličnejših čustev, priložnosti za neka generalna in individualna maščevanja in 98. leta dobimo brez kakršne koli strokovne podlage najprej 30 let zapora. V tistem času sem jaz spisal en tak strašno naiven poziv, nekaj časa je izgledal pameten, utemeljen in učinkovit. V pravni praksi sem objavil poziv sodnikom, ker sem zapisal, da če 40 let nihče ni čutil potrebe po izreku smrtne kazni v Sloveniji, ki je bila zadnjič izvršena
različni viri so 56. do 58. leta, nekje skratka konec 50. let. Potem nihče ne more prisiliti sodnika, da bi izrekel 30 let, če se mu to ne zdi primerno. In lahko ustraja pri 20, ki smo jih z novim kazenskim zakonikom 94. leta kot prvi samostojni slovenski kazenski zakon upeljali kot maksimalno kazen. In potem je ta moj poziv, tako sem bil vse prepričan, naletel na topu sprejem, ki je trajal, ne nimam točno v glavi, koliko časa, mogoče leto ali pa 2. In potem, ko je bila izrečena prva 30-letna zaporna kazen, potem smo dobili ta učinek domin. In danes jih imamo, ne vem, med 25 in 30, mislim, 30 izrečenih, plus en dosmrtni zapor. Zgodba o dosmrtnem zaporu se pa res bere kot kriminalka. Jaz sem rekel, da je ta primer, večkrat sem dal to oznako vreden primerjave z južnoameriško hunto. Pokojni minister je dal nalogo 3 strokovnjakom, da pod prisego molčečnosti spišejo kazenski zakonik. Se pravi, popolna tajna procedura, in ta isti minister se je še tik pred svobodo boril proti tajnim uradnim listom, ki so obstajali v Jugoslaviji, in potem leta 2006 da to tajno misijo 3 strokovnjakom. Da ne grem preveč v podrobnosti, nekega dne objavijo tiskovno konferenco, in to ravno v priložnosti, ko so vsi pravniki v Portorožu na pravniških dnevih in se samo 2 človeka z pravne fakultete znajdeva na tisti tiskovni konferenci, poleg ministra in vrste zelo dobro podučenih novinarjev, ki so ministra zasuli s strokovnimi vprašanji, seveda nobenemu ni bil kos. Zraven se je pojavila popolnoma lažna in goljufiva trditev enega od piscev, sicer pa vrhovnega sodnika, ki je rekel, da mi že dolg časa imamo dosmrtni zapor, samo da ne vemo tega. Se pravi, razen njega ni nihče vedel, da imamo dosmrtni zapor. Pri tem se je skliceval na rimski statut, ki je mednarodna pogodba za kazensko sodišče, kjer je seveda predvidena kazen dosmrtnega zapora. In mi smo podpisniki rimskega statuta. Ampak v 80. členu točno piše, da sankcije predvidene v rimskem statutu nikakor nimajo vpliva na posamične zakonodaje držav podpisnic. In če bi se zgodilo, da bi nekdo bil obsojen na dosmrtni zapor pred mednarodnim kazenskim sodiščem, seveda ne bi mogel v Sloveniji prestajati kazni, ker tega nimamo. Bi pač prestajal nekje drugje, večina Evrope nažalost to pozna. Ampak to je bila argumentacija, seveda skrajno goljufiva, ki ne bi prepričala ljudi, da seveda v Sloveniji to že obstaja in da to ni nič posebenega. In da ne bom kritičen, da ne bi kdo razbral moje kritike ene oblasti, ki je takrat poskrbela za ta obupen sprejem dosmrtnega zapora, moram poudariti še to, da druga stran, takratna opozicija, je prišla na oblast tudi s parolo, da bo takoj ukinila dosmrtni zapor in povrnila stvari v prejšnje stanje. In potem tisti, ki so me kdaj kaj poslušali pa prebrali, boste zdaj že ne 10-tič od mene slišali trditev, da je domnevno napredna liberalna struja samo zacementirala vse najslabše, kar je prejšnja konzervativna upeljala. In zato imamo seveda še danes dosmrtni zapor. Praktična posledica je ta, kot si pravilno povzela, da ima to vpliv na vse kazni, kar pomeni, da se v zakonu sicer ne zvišujejo kazni, razen nekaterih redkih izjem v zadnjem času, kot je tihotapstvo beguncev, ampak če je za nek rop bila izrečena kazen 4 leta, dokler nismo imeli dosmrtnega zapora, jo po dosmrtnem zaporu, ki lestvico navzgor premakne, izrekamo 6 let. In tako se vse kazni zvišujejo, ker je za vsako kaznivo dejanje postavljena neka lestvica.
in vse gre navzgor, zapori se polnijo. Edina država na svetu smo, ki je prvič uvedla dosmrtni zapor, pa ga ni imela, nikoli prej. In drugič, ki je uspelo v 5 letih za 100% zvišati zaporsko populacijo. Kljub temu, za uvod temu, kar si povedala, da me zanese v predolgo predavanje, ko na Nizozemskem ne vedo, kam bi zapori, je trenutno stanje kljub podvojenosti in še mečkemu naraščanju števila obsojencev med najnižjimi v Evropi, še vedno. Naše povprečje je tam med 65 in 70, evropsko povprečje za leto 2 nazaj je nekaj čez 100. Precej držav je pa, kjer je, zdaj pa ne veste, kaj to pomeni, to je število zapornikov na 100 000 prebivalcev, pač nek faktor. Pri nas je bil takrat, ko smo imeli leta 95 verjetno svetovni rekord v dobrem, je bila ta številka 32. Kakšni eksotični otoki, ki so imeli morda nižjo številko, ampak v običajnih razmerah je bil to neverjetno uspeh. Pripisati ga je treba sicer različnim faktorjem, ampak to število je takole, kot sem prej povedal, upadalo skupaj s kaznivimi dejanji. Potem smo, kot se rekel, v 5 letih tole nadomestili to izgubo in zdaj narašča ta produkt počasi, malo se giblje gor in dol. Tako da se znajdemo pri končnem vprašanju, ki ga postavljajo zagovorniki dosmrtnega zapora, to je pa sorazmernost med dejanjem in med zločinom. Če nekdo nekoga ubije, dobi recimo 10-15 let, če ga ubije v zelo hudih in grozljivih okoliščinah, bo dobil 20 let, če ubije več ljudi, 2-3, bo dobil 30 let. Če jih ubije 10 ali pa nekaj ljudi v zelo hudih okoliščinah, dobi dosmrtni zapor. Kaj pa tisti, ki je dal komando v Srebrenici? Sorazmernost odpade, zelo hitro odpade ta kriterij. In potem moramo vzpostaviti nekega drugega. In jaz sem prepričan, da edini razumen kriterij je, kako daleč je pripravljena iti država v kaznovanju. Konec koncev bi rekli, ja, ne moramo izenačiti unga, ki je ubil 3 ljudi s tistim, ki jih je pobil 20. Kaj narediti z Breivikom, ki jih je pobil 77? Ja, v starem času bi ga predtem mučili, razčetverjali, ne vem, kaj bi še naredili. Danes si moramo zmisliti nekaj drugega. Ampak v resnici si moramo zmisliti, koliko daleč, kam je šla tale naša civilizacija in na kaj smo pripravljeni. In 40 let smo zdržali z 20 leti, brez smrtne kazni. In zakaj je bilo to slabo? Ponavljam prej izrečen stavek, vsi so nas dajali za zgled. In ko je leta, mislim, da v 70 letih, 60, 70 letih, en hrvaški skrajnež, Barešić, emigrantski skrajnež, ubil našega konzula Roloviča v Štokholmu. To je bil atentat. So ga seveda Švedi obsodili na dosmrtni zapor, ker so imeli to kazen. Po 18 letih so ga spustili. In takrat je cela Jugoslavija protestirala. Švedi so pa tako hladno rekli, ja, poslušajte, nihče pri nas do tega Barešiča ni, ki je bil obsojen na dosmrtni zapor, ni še prestal 18 let, vse smo že prej ven spustili. Se pravi, to je pa še neka dejanska penološka praksa, poleg tiste sodne individualizacije. Seveda je strah in se človek vpraša, ja, kaj bi pa Trobec naredil, če ga spustimo? In ob tem jaz velikokrat povem, da sem srečal ljudi,
s takim izvirnim strahom pred trobcem, ko se mu je kazen iztekala. Neka sodnica, ki si jo srečal, je bila dobesedno preplašena in je rekla, lej, trobec bo ven prišel. Pa sem rekel, ja, a si kaj sodelovala v postopku, preiskavi, kjerkoli? Pa rekla, ne, to pa ne. In trobec je bil v resnici eden najmanj nevarnih ljudi po tistih dobrih 15 letih, pa še nekaj čez je preživel, pa so mu nekaj združevalne kazni, ker je bil psihična in fizična razvalina. Poleg tega je bil predmet črnega humorja vseh Slovencev, ki so znali povedati kaj čez ženske. In poleg tega je bil najbolj prepoznan obraz. On ne bi nikomur mogel več ničesar narediti. Kot tudi Breivik nima nobene možnosti, da bi še kaj naredil. Ker ko pride ven, kadar pač pride, če pride živ, bo vsak vedel zanj, vsak bo prepoznal njegov obraz in poleg tega formalnega nadzora bo imel še kopico formalnih organov. To je tisto, česar seveda nihče ne more povedati na glas, ampak Breivik bo imel 24 ur na dan policijsko kontrolo, ne da bi vedel za njo. Tako da z te strani se ni bati ponovitev. Jaz sem pred časom naredil eno tako zelo priročno statistiko, ki je povedala, da sem jaz v različni nevarnosti pred nekom, ki je že zagrešil umor, pa pride ven, in pred nekom, ki tega še ni zagrešil. 1:300 je bolj nevaren tisti, ki ni še nič naredil. Težko razumeti. In kadar nas je strah, tudi jaz poznam to situacijo, ker kadar me je strah vožnje z letalom, nobena statistika ne pomaga. Ampak to je to stanje. Ne? In da zaključim ta več kot dolg, skoraj nevljudno dolg nagovor, dosmrtni zapor povzroča samo dodatno škodo. Zdi pa se, da ravno ta občutek družbenega nadzora, družbene kontrole v današnji družbi odtujenosti, tega, da ne poznamo zares naših sosedov. Tudi v bistvu na nek način stvari, ki jih vlade krepijo v smislu tega, da se vse bolj krepi individualizacija, da je posameznik tisti. Razumevanje je pač ti si nekako ustvarjalec svoje zgodbe, ampak hkrati si pa potem tudi imaš občutek, da si prepuščen sam sebi, da teh družbenih sistemov na nek način zaščite ni, pozab se, da policisti mogoče nadzorujejo, pa ne vemo, pa da sistem upravlja svojo funkcijo. Tako da se zdi, da ta strah postaja vse bolj na nek način iracionalen, obenem pa, ko pogledamo, ne vem, trenutno politike ali pa prepoznane ljudi, ki so celo ugledni, so neredko kdaj, mogoče ne krvavi kriminalci, ampak vsekakor pa kriminalci, ki so brez težav prekršili zakonodajo, si prilastili neupravičena bogastva. Tako da zdi se, da je okolje, v katerem živimo, vse bolj, mislim, da prav potiska na nek način po eni strani v to mišično oziroma mišičast odziv na nekoga, ki, ne vem, ukrade kos kruha ali pa nekaj, ne vem, čokolado. Po drugi strani pa največji kriminalci mogoče hodijo v kravatah, to, kar poslušamo po cestah. In zdi se, da nihče pa ni, oziroma nismo čisto prepričani, a bo nekdo prišel nam pomagati. In potem zelo hitro slišimo, ja, ne pomagajo drugim, ne pa nam. V zadnjem času poslušamo o tem, da je policiste potrebno dodatno zaščititi, povišati kazni, če se nekdo upira policistom. In zdi se, da pravzaprav sistem vse bolj teži k zaostrovanju zakonodaje in kaznovanja, enostavno zato, da bi ohranil sam sebe,
kljub temu, da je vse bolj neprijazen do ljudi in tudi do naših prihodnosti. Zdaj sem videl, da bi rabo jaz en papir, da bi si beležil celo vrenje asociacij ob tvojih komentarjih, ki so že odgovori na večino vprašanj. Najprej sem se spomnil na sosede, ki jih ne poznamo. Ja, to drži, ampak toliko dobro poznamo, da uporabim klasičen besednjak. Cigane, pedre, begunce, muslimane. Za te pa točno vemo, kako so nevarni in kako jih ne bi imeli nikoli za sosede. Lahko? Mogoče sem zavestno, ko sem tako grdo govoril, odmaknil mikrofon. Govoril sem o obrobnih ljudeh, ki sem jih poimenoval z ljudskimi vzdevki, ki jih sijajno dobro poznamo po zaslugi politike, ki jo omenjaš predvsem, in ker vemo, kakšen strah moramo imeti pred njimi. In tukaj nič ne pomaga tista statistika, ki sem jo tik pred tem omenil, ki jo je podala brežiška policija, če je kdo zasledil ta podatek. V letošnjem letu, v lanskem in delu letošnjega leta, ni bilo niti enega kaznivega dejanja, ki ga bi begunci zagrešili proti domačinom. In to točno na območju, kjer se največ teh ljudi seli iz enega konca na drugega. Niti enega kaznivega dejanja. In če se spomnimo tiste trume beguncev pred leti, a bilo to 2015, skratka precej nazaj, jaz mislim, da je bilo nekaj 100,000 beguncev, ki so prečkali naše ozemlje. Jaz sem malo po tistem zapisal in danes ponavljal, da ena sama klena tekma med Violami pa Green Dragonsi povzroči več kriminala kot 300,000 beguncev. In še noben me ni preganjal zaradi teh besed. Ker so statistično dokazljive, najboljše pa ignorirati taka sporočila in potem graditi naprej na strahu, ki se nam vcepi z lahkoto. In del tega strahu posamezniki izkoriščajo tudi na ta zadnji način, ki si ga omenila, da jaz moram biti pa bolj zaščiten. Jaz govorim nevarne stvari in zaslužim tudi več zaščite. Izpostavljam se, sem javna oseba, tukaj le tisti, ki se ne strinjate z mano, boste hitro dvignili glas, potem, ko bom šel ven široko in kaj s tem, kaj vse vam lahko pride na misel. Če si bo kdo to drznil, naj dobro ve, da bo dobil več kazni, če se je lotil mene, kot pa, če bi se lotil tebe. In potem pridemo do tega, da je vsakdo med nami na nek način prekrajšan, ker je sosed posebej zavarovan z zakonom, seveda ni nič bolj zavarovan. Edin storilec bo več dobil. Ampak storilci nikoli ne kalkulirajo, a je zdaj 3 mesece več kazni, zato ko nekoga klofnem, ali 3 mesece manj. Storilec bo to naredil brez kalkuliranja. Storilci se drugače odzivajo na to. Vsaj pri večini oblik kriminalitete še nismo mogli ugotoviti te vzročne zveze. In potem imamo zdravnike. Jaz sem v eni kolumni navedel en tak malo obratni primer, ko se je treba bati zdravnikov. 2 zdravnika zdaj prestajata, en zdravnik prestaja kazen zaradi ponovljenega poskusa umora in prvi in drug sta bila dovolj resna, da je sam angel varuh pomagal žrtvi preživeti s hudimi poškodbami.
če ti nekdo zarije nož v jetra, medtem ko te objema. In drug iz zdravniške familije, ki ima na vesti najprej eno popolnoma nedolžno žrtev, nedolžnega človeka, ki je bil po naključju povezan z nekom, in potem še poskus umora lastnega otroka in partnerke. Kdo bo mene zaščitil pred zdravniki take sorte in pred visoko izobraženimi akademiki, ki ravno tako prestajajo kazen zaradi poskusa umora? Seveda, na drugi strani imamo razjezene pacijente, lahko imajo psihične težave, lahko imajo zdravstvene težave, lahko na urgenci čakajo 6 ur, pa so srečni, če po 6 urah pridejo na vrsto, pa jim, kot rečemo po slovensko, padne mrak na oči. Vse to se seveda dogaja, ampak dogaja se nekako vzporedno z nečim, čemur jaz pravim razpad socialne države. Če imaš to za kakšno naslednje vprašanje, da ne bom zdaj vsega povedal. Mislim, lahko, ampak jaz bi se v bistvu malo vrnila k temu, ker recimo tudi vloga medijev, ne, in kriminal oziroma zločini, nasilje. Mene je popolnoma šokiralo, ker se mi je zdelo, da lahko malo ignoriram, recimo, kar se dogaja v Ameriki, da tam imajo pač svoje neke igre, na nek način medijsko napihnjene pred volitvami. Ampak nedavno je pravzaprav prišla analiza govorov Donalda Trumpa, predsedniškega kandidata, ki opozarja pravzaprav na to, kako zelo pogostokrat uporablja besedo kri oziroma čista kri, nacistično govorico. Pa je celo analiza, sicer da res ni prebral Mein Kampf, ampak da ne bi imel pa na polički zraven postelje zbirko govorov Hitlerja, pa mogoče ni toliko smiselno se sam na to osredotočiti, ampak je figura, ki se mi zdi, da še vedno vzbudi nek strah oziroma zavedanje, kakšna grozodejstva lahko sledijo taki govorici. Vse bolj se pa krepi tudi v Evropi govorica o remigraciji, kar pravzaprav so množična prisilna izseljevanja oziroma preganjanje ljudi na druge kontinente ali kakorkoli, strani skrajne desnice, ki vse bolj zna biti tudi uglajena, povedati, ne, mi nismo fašisti, ne, mi skrbimo za našo kri, za naš narod, ne, za varnost. Koliko nevarna je ta govorica, ki se ponovno pojavlja, a znamo konec koncev se na nek način bolj pametno odzvati na to? Ker mene v resnici, vsake toliko časa šokira to in potem vem tudi, da obstaja neko zavedanje, da po eni strani je to medijsko tudi ustvarjen ta občutek, da je tega zelo veliko, ampak hkrati se zdi pa, da vendarle vse bolj določa vladajoče politike. Jaz sem potem najprej dobil pred oči eno sijajno sliko, ki lahko, kot sem nekje zapisal, služi za tak enciklopedijski zgled. Tudi pri nas imamo bivšega politika in sedanjega, ki poskuša to biti, Trumpovega sloga, in spomnim se njihovega nastopa pred parlamentom, kjer so se istočasno zbrali tudi podporniki Palestincev oziroma vseh teh bombardiranih žrtev. In med prepevanjem himne Živi naj vsi narodi so privrženci tega politika teptali in trgali palestinsko zastavo. In se niso zavedali nelogičnosti tega. Seveda ne. To sliko kaže imeti pred očmi, zaradi tega, ker ta človek ni povsem brez podpornikov. Morda je preveč nasilni in preveč elementaren
v temeljnem čustvu sovraštva. Tako da se marsikdo morda boji mu slediti. Morda vidi, da se lahko na oblast pride tudi po nekoliko blažji poti, ne pod tako razbijaški, kamor brez težav uvrstimo neke neonacistične falange, ki se jih spomnimo iz naše nedavne koreografije pred parlamentom, ki so uživali posebno policijsko zaščito. Tukaj citiram največjega strokovnjaka za take dogodke, Pavleta Čelika. Kako se temu upreti, na kakšen način, se mi zdi, da je bilo skoraj do bistvo tega vprašanja. Jaz bi tukaj dal en pridevnik, ki ne govori o tem, kako, ampak govori o času. In sicer dosledno. Vsak po svojih močeh, ampak dosledno. To je to, česar praktično nismo zmožni. Če dam zelo elementarno prispodobo, otrok se bo že 11. vrgel na tla v trgovin, pa hoče imeti, nekaj hoče imeti. In ker nam je že naroden zaradi okolice, zaradi otroka, ker imamo vsega dost, mu 11. kupimo tisto reč. Ne, prvič se reče ne. In če gremo čist drug kontrast, po prvi klofuti ne samo, da rečeš ne, odideš. Po prvem govoru, da je treba ženskam pregledovati mednožje, to je parlamentarni govor, a smo se dvignili? Nismo se. Nismo se dvignili. A smo se dvignili, ko smo zvedeli za izbrisane? Politika s cerkvijo na čelu nas je prepričala, da so si sami krivi. Večina poslušalcev, ko se pogovarjamo o tem, seveda ni imela priložnosti poglobiti se v to, kaj se je z izbrisanimi dogajalo. In ne ve, zakaj je šlo. V 2 stavkih poenostavljeno, nič ne bi bilo narobe, če bi mi imeli 200.000 tujcev. 200.000 tujcev je bilo ob samostojni svobodni Sloveniji. 170.000 tujcem smo dali državljanstvo. 25.671 je znamenita številka, ki niso dobili državljanstva. Ampak ne samo to. Noben problem, razen moralni, ne bi bil, če ga ne bi dobili. Ampak oni bi morali ostati tujci. Kar pomeni, da bi enkrat na leto šli na nek urad, tam poskrbeli za neka dovoljenja, delovna, karkoli že je potrebno, in potem iz dneva v dan uživali večjo zaščito, kolikor smo se mi približevali EU-ju in na koncu vstopili, kjer so praktično vsi EU državljani v večini stvari ne ravno izenačeni, ampak dovolj podobno zaščito uživajo, da to ne bi bil noben problem. Mi smo jih izbrisali ne iz državljanstva. Mi smo jim brisali bivališče, ki so ga zakonito imeli, in s tem, ko niso imeli bivališča, niso več obstajali. To je bil ta zločin. In karkoli vam danes kdo razlaga, da so si sami krivi, da bi lahko vse uredili, da niso hoteli, je izvorni zločin ta, da niso dobili statusa tujca, ki bi ga morali dobiti, če jih že ne maramo. Ne opozorim na Pučnikov govor v Ljutomeru leta 90, ko je rekel, da bo socialno in nacionalno vprašanje v svobodni Sloveniji treba rešiti morda tudi na neljub način. Nikakor ga ne bi rad obdolžil, da je kriv izbrisa, nikakor pa tudi ne bi rad pozabil njegovih besed.
In potem je bila voljna oblast, ki je uresničevala, in voljna oblast z druge strani, ki ni ničesar popravila do današnjega dne. Da moš pa ponoviti tisto, kar si me vprašala. Mislim, tako recimo tudi, če izhajamo iz tega, ne, kdaj smo vstali, a smo se uprli, nismo se. In dostikrat je ta občutek, nismo se uprli, tudi breme, ne, občutek krivde, zakaj bi se pa zdaj, in smo še naprej tiho. Vidimo pa, da pravzaprav na drugi strani se zaostruje, ne, politika, negotovost ljudi, vse več je tistih na nek način, ki so potisnjeni ven, ne, ki morajo dokazovati, da so pravi, ne, Slovenci ali kakorkoli. Ampak vse nas je pa še vedno na nek način dovolj tistih, ki imamo pa občutek, da se nam ne gre tako dobro. Ne? Njim gre malo slabš, zakaj bi se uprli, zakaj bi šli, kaj pa lahko naredimo. In zdi se, ne, da je ta odtujenost vse bolj od v bistvu politične govorice, ki ima moč, ki določa v resnici okolje, v katerem živimo, in naš enostavno ali obup, ali ne, odmik od tega, ker ne moramo več vplivati na to, ni nam všeč, ok, ne bomo brali, ampak v resnici ne, pa marsikdo zgleda to vseeno sliši, oziroma še vseeno lahko oblikuje prostor, v katerem se pa potem mi hočeš nočeš moramo gibati. Ja, jaz mislim, da je bistveno to, kar si omenila, dokler ni pri nas, se vse nekako da prenesti. Ko je pri nas, potem smo dobili sjajen fenomen kolesarjev, ki grejo marsikomu, že omemba kolesarjev gre marsikateri politiki tako na živce, kot le malo katera, in številnim akademikom in kaj s tem komu še vse, kot nekaj, kar bi bilo treba v trenutku zatreti z vso mogočo silo. To zavedanje, da nevarnost pride k nam ne samo z vojno. Jaz ne znam oceniti, nisem strokovnjak, nisem vedež, kam bi se lahko razširila rusko-ukrajinska vojna. Ne vem. Po občutku se mi zdi, da je malo verjetno, da bi se razširila v Evropo. Ampak nevarnosti v Evropi zaradi tega ni dost manj. Desnica, ki jo omenjaš, in neonacizem, fašizem, karkoli že sorodnega tem ideologijam, dobiva marsikje bistveno več moči, kot bi bilo dobro. In tudi naša trenutna politika, za katero težko rečem, da bi bila desničarska, da bi spodbujala kakšen fašizem, neonacizem, po moji presoji naredi bistveno premalo in od tega, kar naredi precej narobe. Če dam samo kratek primer, premierjeva jeza v OZN je bila spektakularna glede na njegovo dosedanje vedenje, ni kaj za reči, ampak on bi moral najprej, ali pa vsaj istočasno, enako zažugati Ameriki. Tam pa ne. Američani so pa naši največji zavezniki, potrudili so se, da smo mi prišli v varnostni svet, kjer smo predsedovali celo en mesec in z Ameriko ne kaže tvegati slabih odnosov. Če zaradi koga ukrajinsko-ruska vojna še traja zaradi Angležev v Evropi in Američanov na oni strani. O tem ni nobenega dvoma. O tem ni treba biti noben politični analitik. Sporazumi so bili na mizi, Amerika in Anglija sta jih minirali. V ozadju je cel kup najrazličnejših interesov. Tako kot, če govorimo, kaj spodbuja nasilje, je to ena taka množica vzrokov. Tako je tudi s to vojno. Interes orožarske industrije, ki cveti, je izjemen.
interes Amerike, da bi zavladala počas po celem svetu in predvsem se znebila dveh bivših velesil, ene še vedno, in to je Rusije, ki počasi razpada, je velik, Kitajske se pa ne more lotiti. In s Kitajsko vzdržuje eno tako nenavadno, navidezno ravnotežje. To je tako jasno in tako prepoznavno, ampak naša politika je seveda tako majhna v mnogih stvarih, da potem nek majhen korak za človeštvo proglasi za velik korak za premijeja, kar je seveda res. Ampak za človeštvo je še zmerom zelo majhen. Samo še dodatek temu, kar si me prej vprašala, pa sem slabo odgovarjal. Iz te doslednosti bi morali speljati neko naslednje pravilo. Zdaj imam pa mikrofon čist pri ustih. Ja. Sem resno vzel nevarnost publike. Ja. Ta doslednost bi se morala preleviti na vse ravni. Najbolj znani so primeri, ki se jih vsak spominja iz delovnih kolektivov. Imaš obupnega šefa, ti si korajžen, ti znaš povedati na sindikalnem sestanku, ti povej, pa te bomo vsi podprli. In potem seveda poveš in je v dvorani grobna tišina. Toliko s podporo tistih, ki zvesto stojijo ob tvoji strani. Kaj narediti s tem, kako soočiti svojega bližnjega? Kaj boš naredila z mano, ki sem te popolnoma pustil na cedilu in te nisem podprl? In sem, ko si govorila, se ukvarjal z nečim zelo pomembnim, miza je okrušena, nekaj me srbi v kolenu. Takrat zame tebe ni. In ni tiste situacije, ker tudi mene ni v tej situaciji. Jaz nisem del tega. Jaz sem del takrat, kadar so na 4 oči. Kako pri posameznikih spodbuditi upor, je zame težko rešljiva uganka. Se mora res nekaj zgoditi, nekaj zelo hudega, da se navličamo, da nekaj podpišemo, najprej anonimno, pa se končno ujunačimo, pa se podpišemo pod nek dokument, ampak ne za Palestince. Palestinci so tam nekje daleč. Mogoče napišemo kdaj kakšno pismo bralcev, to je že kar precej, ampak pa vidimo, da nam ga niso objavili. In ne rečemo, kaj če se ubadati s tem, se tako nič ne pomaga, nič ne moram narediti. In potem se drugi ukvarjajo. In ob tem sem se spomnil, ko sprašuješ o naraščanju fašizma, enega znanega izreka, ki ga je Miljenko Jergovič, nazadnje sem prebral intervju z njim, zelo lepo poustvaril. Fašizem smo, Tom pa na glas povedal, vsi mi, ki smo tiho. To je fašizem. Recimo v zaporih, dostikrat se zdi, da ljudje, ki pridejo tja, tako ali drugače so izstopili iz pravil družbe. Verjetno se čutijo tudi izdane ali pa ne vidijo poti naprej, ne vidijo mogoče niti smisla, zakaj komunicirati z družbo, ali pa ne verjamejo, da bi jih lahko zares sprejela, da bi še lahko sooblikovali in vplivali na okolje, v katerem ali pa iz katerega so bili potisnjeni v zapor zaradi kaznivih dejanj. Zakaj je pomembno oziroma kako se gradi pri takih zapornikih, torej, ki imajo občutek, da niso del družbe, da ne morejo na nič vplivati, da jih tudi nič ne pričakuje, ko pridejo nazaj. Kako se gradi torej, možnost, da se jih nazaj integrira v družbo in zakaj je to pomembno? Zakaj je pomembno dati občutek, da so del družbe in da je tudi družba vesela, da so oni del nje? Jaz sem se kar dolg časa v kakšnih stvarih temeljito motil.
In tudi nisem razumel določenih povezav. Za uvod bom povedal čist kratek pripetljaj. V začetku 90-ih sem na eni mednarodni konferenci v Münchnu razlagal naš eksperiment, ižanski eksperiment, kjer smo spremenili popolnoma zaprt zapor v odprtega za 90% obsojenih. Odprt zapor je pomenilo, da je vsaka obsojenka šla v petek domov in prišla v nedeljo zvečer nazaj. In potem, ko sem govoril o teh postopkih odpiranja, sem videl, da 90% visoko kvalificiranih poslušalcev, to je bil seminar psihiatrov in pravnikov, ni razumel, kaj govorim. Tistih 10%, ki so pa razumeli, tisti mi pa verjeli niso. Tako da to je bila kompletna polomija. Ta moj nastop, eden prvih nastopov, nisem vedel, kam ne se vtaknem, kako so me pač vsi gledali, kot res enega prišleka z enega drugega planeta ali pa z Jurskega parka. In potem, čez dolga leta, ko sem skozi delal reklamo za ta naš izvirni model, sem videl, da ne more učinkovati, tudi danes ne, če razpada socialna država. Če imamo mi namesto balkanske Švice, ki smo si jo začeli graditi 91. leta, mogoče že kakšno leto prej, tako sanjsko, danes točno enako število ljudi pod pragom revščine po 30 letih, kot smo ga imeli leta 91. Na drugi strani imamo pa število milijonarjev, kjer je kar precejšno. A kdo slučajno ve, koliko rabi za vstopnico na 100. mesto najbogatejših Slovencev? Nekateri med vami manjka čist mal, vstopnica stane pa 33, pa še nekaj milijona. Tudi jaz že zbiram. 33 milijonov rabite in še nekaj čez, da ste na 100. mestu naših najbogatejših. In v tako razpadlo državo, ki je še vse ena boljših v Evropi po tej porazdelitvi bogatstva. Po revščini morda niti ne več toliko, pa po nekih drugih kazalcih. Po nekaterih smo še vedno zelo dobro v primerjavi z mnogimi drugimi. In v tako, ponavljam, glede na obljubljene sanje razpadlo državo, bomo mi vrnili nekoga rehabilitiranega, ki bo šel v isto obrobje. In dam podatek iz leta 85, 86. 82, to sem si zapomnil, ki je ena redkih številk, 82% odpuščenih, obsojenih iz nekega zapora je bilo odpuščenih z urejeno zaposlitvijo in bivališčem. 82%. Današnjega odstotka ne poznam. Tudi ne vem, a kdo to meri, ampak v tem času resno dvomim, da lahko rehabilitiramo z enakim uspehom. Nam rekel kogarkoli, ampak določenih ljudi najbrž ne, ker jim ne moramo temeljnih varnosti priskrbeti. To je delo in bivališče. Še nekaj imenitnega sem mislil povedati, pa mi je ušlo. Mogoče se spomnim ob naslednjem vprašanju. Verjetno bi pa marsikdo danes to rekel, se tudi jaz, ki sem na svobodi ali pa na prostosti, mi nihče ne zagotavlja pravice do bivališča, pravice do službe. Ena od predstav Mladinskega gledališča ravno kar problematizira, zelo veliko slišimo o stanovanjskem problemu oziroma pač stanju na nepremičninskem trgu. Zdi se, da ta negotovost v resnici je vse prisotna in potem je vprašanje tudi,
kdaj je čas oziroma iz kje potegniti to lastno doslednost ali pa držo, ko pride do zaščite mogoče najranljivejših ali pa tistih, nad katerimi se je najlažje izživljati. To je popolnoma res in drži v vseh mogočih situacijah. Kolikrat slišimo, kaj vse imajo v arestu, fitness, 3 obroke, zdravniško oskrbo. To je bilo tudi včasih, če se je razvedlo, kakšno domnevno udobje, tega udobja ni več, danes spadajo tožbe oziroma uspevajo tožbe na Evropskem sodišču za človekove pravice zaradi slabega stanja. Ampak, če bi obveljalo to, kar se pogosto reče, najprej poskrbimo za poštene ljudi, pa pridejo lopovi na vrsto. Potem lopovi nikoli ne bi prišli na vrsto. Lopov je seveda grda beseda, ki jo bom še enkrat na glas komentiral. Ne gre za lopove, gre za ljudi, ki uživajo temeljno zaščito nujnih človekovih pravic, ne glede na to, kje so, enako v zaporu. Ampak, jaz sem prikrajšan, pa sem zunaj, pa nikoli nisem nobenemu nič naredil, pošten človek sem, pa nimam tega. Če bomo poskrbeli najprej za vse poštene prikrajšane, potem lahko ustvarimo samo še samice za čist vse obsojence. In če dodam še eno sliko, ki sem jo pred leti uspel narisati. 3 kolumne sem objavil z naslovom Kje gnezdijo delinkventi. Kje poiskati, kje je, a je to romsko naselje, a so to neka getoizirana področja. Procentualno največ delinkventov je, težko verjeti, v parlamentu. Zdaj boste rekli, delinkvent je tako, že kakšen, ki grdo govori. Ne, pravnomočno obsojenih. 4-krat več kot med normalno populacijo. Kar pomeni, da bi z žrebom, kar se včasih pojavi taka ideja, dobili bistveno bolj poštene parlamentarce, kot pa v političnem, demokratičnem boju in izboru. To sem seveda meril pred kakšnimi 6-7 leti, nekako nisem zbral energije, da bi to ponovil, čeprav me skozi me vleče. Najbrž bi rabil tudi kakšno pomoč pri tej statistični obdelavi, pol bi me kdo utegnil obsoditi, da kršim pravico do pozabe. Ja, ponavljam, 4-krat več delinkventov kot v normalni populaciji jih je bilo takrat v parlamentu in dvomim, da se danes delež bistveno popravil. Bom pa takoj napisal, če me prepričajo v nasprotno, da sem prijetno presenečen. Ampak kako potem v takem okolju se ne zavzeti za mogoče malo manj demokratičen, ampak avtoritaren glas, ki bo zagotovil pravice za naše ljudi? Še enkrat, prosim. Jaz mislim, da vsi se zavedamo, da na nek način politika ni popolna. Demokracija, ja, potrebujemo, ampak prostorov za to, da bi pa sooblikovali politike, da bi, zdi se, da je vse manj poti, kako govoriti, nagovoriti, biti slišan in na to ključno biti tudi upoštevan, ko pride do želj ljudi in političnega razreda odločevalcev. In ravno v tem okolju se zdi, da je potem sijajno, da pride pa, ali je to, Meloni, ali je to nekdo drug, Rupar, ki reče, jaz bom poskrbel za naše ljudi, treba udariti po mizi, nima smisla preveč razpravljati, ampak vi ste moji in jaz bom vaš, ali kako? Ja, nažalost je naš, ja.
to je samo ponavljanje stare fraze, ki je žali Bog resnična, da je Hitler prišel popolnoma demokratično na oblast. Z volitvami, tako kot marsikdo drug, ki mu je Hitler bolj tih ali celo glasen vzor v današnjih evropskih časih. In tukaj nastopi eno zelo, zelo težavno vprašanje, vsaj zame. Zakaj skrajneži dobivajo tako močno podporo in zakaj skrajneži pri nas, v Sloveniji, lahko računajo na stalno 20% podporo in pika. Tukaj bi morali priti na pomoč različne znanosti in stroke, od psihologije do socialne psihologije, do mogoče na trenutke celo tiste psihologije, ki se ukvarja s psihopatologijo in iskati psihopatske osebnosti, pri čemer bom navedel samo nekatere ameriške avtorje, ki ugotavljajo, da je delež psihopatskih osebnosti na vodilnih mestih, tudi v industriji, ne samo v politiki, prepričljivo opazen. Na tej ravni sem jaz premišljeval o eni izmed možnih razlag, ki pokriva pač samo delček tega. Imeti oblast nad nekom je sijajno. Mislim, da je nek psiholog Maslow rekel, da zdravi ljudje nimajo radi oblasti nad drugimi ljudmi. Ampak oblast nad drugimi je tako vabljiva stvar, da to vsi poznamo iz otroštva, ker so nas starejši sorojenci tepli, iz partnerskih odnosov, ker ni nujno, da nas nekdo tepe. Eno najbolj imenitnih kaznovanj in najmočnejših je molk. Ampak tepež je še zmerom bolj enostaven. In potem to zlahka, to premoč razširimo še na skupine. Kaj je bolj privlačnega, kot imeti neko legitimnost, kot pristaš športnega društva, v katerem ti ta legitimnost omogoča, da pretepaš nekoga drugega. In se noben ne bo posebej razburil nad tem, dokler to ne bi preseglo nekih običajnih, domnevno običajnih meja. In potem so skupine, ki so lahko vedno širše, ki zagotavljajo posamezniku moč, ker je v skupini, ki bo bodisi nadzorovala, bodisi terorizirala manjšino. In to je tako sladostrastje, ki se mu le malo kdo uspe ubraniti. Cela vrsta psiholoških eksperimentov potrjuje to. Spomnimo se samo Milgramovega, s katerim so dokazali, da 2/3 pedagogov, da so pripravljeni uporabiti elektrošoke, ki ogrožajo zdravje otrok, zato, da bi dosegli pravilne odgovore. 2/3 pedagogov, ki so, bi rekel, po poklicu in poklicanosti dolžni in bi morali kot neko moralno notranjost čutiti vse kaj drugega, kot pa nasilje nad otroki. Jaz se spomnim šole. Sem že zelo star in zato vam povem, da klofute niso bile nič posebenega. Prvi, drug, tretji razred, je bilo to nekaj, na kar si moral računati. Ampak klofuta je bila že, ko si pomakal peresniku tinto, če nisi tega varno prinesel do zvezka, če je bila popot packa na mizi, je bila to klofuta. In potem se čudimo Angležem, ki so telesno kaznovanje v šolah prepovedali šele v tem 3. tisočletju leta 2005-2006, tam enkrat. Nasilje je privlačno.
bistveno bolj, kot smo si pripravljeni priznati, organizirano nasilje še toliko bolj, ker takrat odpade ali se pa skoraj da izniči občutek krivde in pride v tisto kolektivno odgovornost in rečemo, ja, je bila pač vojna, v vojni se vse sort dogaja. Ja, pač smo se srečali, Viole pa Dragonsi, sej kaj bi pa človek pričakoval drugega. Tako približno. Kaj pa bolj pomeni to, da spremljamo zdaj že več kot eno leto nasilje Izraela v Gazi? Tako, pravniki govorijo, da se dogaja genocid. Zdaj, a je to nasilje privlačno? Gre tukaj za neko sprevrženost? Mislim, kaj jaz to resnici težko gledam, pa ponavadi ne uspem pogledati video. Vem pa, da marsikdo to gleda. Mislim, tako, kako to razumeti, kaj to nam počne kot družbi? Ja, to nasilje vidimo, ker je približno v srču neke civilizacije, ampak če zdaj pred našimi očmi divja, ne vem, 48 ali koliko večjih in manjših vojn, in če na drugi strani vsak dan umre 28,000 otrok, ponavljam, vsak dan umre 28,000 otrok. To je 2-krat toliko, kot jih je zdaj padlo v Gazi. Zaradi lakote. Potem me nihče ne more prepričati, da to ni svojevrstna oblika nasilja, ki ga zavestno dopuščamo. Seveda je nasilje in smo najprej zgroženi, potem se nam navadimo, tako kot smo se navadili na skoraj 2 leti trajajočo ukrajinsko vojno, s tem, da to, kar se dogaja v Gazi, je skoraj da neprimerljivo s čimor smo bili doslej priča. Kaj lahko naredimo? Dokler bo politika tako klečeplazna do velesil, predvsem do ZDA, in istočasno do EU, iz hvaležnosti zato, ker so gospa prileteli po poplavah in obljubili denar in ga tudi nakazali, in to več, kot smo računali. In je potem treba priznati večno zvestobo in podporo v vseh razmerah. In vendar je EU močan faktor podžiganja vojne v Gazi. In ko ob tem pomislimo, kako neskončno smo dosti hitro razočarani nad vsako oblastjo, ki jo z nekim upanjem izvolimo, in še kadar je ne izvolimo, tista neizvoljena pride s prekupčevanjem na oblast, slej ko prej, potem jaz seveda nikakor nimam kakšnega pametnega odgovora. Je pa tako, da se zdi, da vedno je, in to se mi zdi tudi v pisanjih nekako odseva, neka moč in subverzivnost v humorju. Kar je meni recimo fascinantno, je zdajle tudi en krajši video, ki sem ga pa uspela pogledati. Bassem Youssef je naredil video o procesu Benjamina Netanjahuja, kjer v bistvu naredi parodijo, in sporočilo je, da je tudi Mednarodno kazensko sodišče v resnici v rokah Yankeejev oziroma Amerike. In kljub temu, da se človek zaveda, da še vedno polaga upanje v Mednarodno kazensko sodišče in v sodnike tam, je na nek način to sprostitev, ko se lahko zasmejiš navkljub vsem grozam. Koliko močno, oziroma kaj je ta moč humorja, ki pravzaprav zahteva veliko poguma, sploh če se človek kdaj naredi tudi, oziroma se dela tudi norca iz samega sebe. In to se zdi, da zelo težko pogoltnejo pa ravno te najbolj avtoritarni in glasno besedni voditelji, oziroma mogoče voditelji, neprimeren izraz za ljudi, ki pa vsekakor nimajo pomislekov širiti ne humor, ampak sovraštvo.
Ja, ti se nikoli ne bojo naučevali samih sebe. Zdaj, s humorjem je tako, humor in satira sta dva tako žlahtna elementa, ampak jaz, kadar se ju že lotim, ju ne zmorem v tako črnih razmerah. Nekako mi ne gre skupaj. Istočasno sem spomnil, kako smo, kot sem prej rekel, iz Tropca naredili predmet mnogih šal in o njegovem toplem domu in še marsikaj zraven, ampak na račun Gaze jaz tega ne bi zmogel. Se mi je pa zdelo sijajno, ko so nekoč Jankovićevo zmago pripisali trenirkarjem, če se kdo spomni. Južnaki z mehkim č so tisti, ki so Jankovića pripravili oziroma pripeljali do zmage. In potem je moj prijatelj, namestnik varuha človekovih pravic, prišel v Dnevnik ali v Odmeve razložiti, kako je s tem oblečen v trenirko. To še danes ratam solzen, ko se spomnim tega primera, koliko sem se krohotal, kako domiselno. Kako domiselno je bilo to, da pokažeš kot varuh človekovih pravic, da si trenirkar. Tist poden za določen krog ljudi, političen krog ljudi, poden od podna, ki zmore voliti nekoga, ki je sam tokle nad podnom. Ne. To je bil primer tistega, če mu jaz rečem, najbolj žlahtna satira. Koliko je močna, jaz ne vem. Nujno je potrebna in jaz to z vsem srcem sprejemam do nekega roba, čez katerega pa ne zmorem. Takrat, ko postanejo stvari zame prehude, takrat bi jaz posegel po čem bolj resnem, kot je humor. Ampak to je odvisno od človeka, ki je si postavimo te meje. Okay. Pa bom pa v tej točki vprašala, kakšno vprašanje strani publike? Komentar, kako se temu reče, prigoda, ki bi jo želeli podeliti. Ja? Mi spojemo misel okoli Hitlerja in njegovega vzpona. On namreč ni zmagal na volitvah. Njega je v vlado spravila stranka, ki je hotela vladati, pa so gotovili, da jim manjka Hitler z glasovi. In so rekli, se bomo vzeli, on je tak tepček. In so ga vzeli zraven. Potem je pa v bistvu onega, ne spomnim se imena politika, ki je v bistvu potem Hitler zrigal. Gre za to, da v bistvu Nizozemci so imeli zelo podobno zgodbo, kjer je neka stranka, mislim, da je bila neka kao-sredinska, je onega Wildersa v bistvu v njegove argumente začela uporabljati, potem so pa prebivalci Nizozemska ugotovili, pa si Wilders pa ni tako slab, če ga oni zdaj v bistvu njegove argumente uporabljajo. In so Wildersa zvolili. Tako da v bistvu gre za ta premik politike v iskanju oblasti in potem sprejemljivost iz krajnih, samo da pridejo da oblast obdržijo. Ne? In tu je bila v bistvu povod, da je Hitler potem prevzel dejansko vlado, s tem, da je bil manjšinski njegova stranka na ZDA. Ja, potem je dal likvidirati tistega najbolj gorečega in najbolj zagretega vodjo. Imena grejo, pa se tudi zgodovinski podatki mi uhajajo, ker ga je čutil za prenevarnega in seveda politično uspešnejšega. Ja, drži. Ta slabo oblasti je tudi v politiki strojevanična. Je pa zelo hitro dobil masovno podporo. To se je pa res zgodilo. Dajte se zagrebti, če ne bom jaz uspela, spet vzela si besedo. Ampak kako razumeti ravno to, ne? Da desnica na nek način se zdi vedno zelo glasna, ne zelo glasna, ampak zelo glasna, tudi to, in uspe pravzaprav sredino premikati proti svoji strani. A res toliko nimamo idej na drugi strani, oziroma humanost, človečnost, sobivanje,
nam je zmanjkalo argumentov in to mogoče tudi, ne, mislim, tako se mi zdi, kot nekdo, ki piše, kam so šli ti argumenti, kam so šli razmisleki o boljši prihodnosti, o možnostih, ki so tam, zakaj to nima odmeva? Jaz se nikoli nisem štel za političnega analitika, ker bi moral v tem primeru več vedeti, več spremljati in se prav temu na nek način posvetiti. Ampak tisto, kar jaz vidim kot trenutno prevladujoče med našimi strankami, z izjemo ene same, ki je pa tako mal rahlo razbita, pa samo v nekaterih stvarih konsistentna, je dobiček. Soglasje o postavitvi te jedrske elektrarne pove vse. Pretekla soglasja vseh o Tešu 6 ravno tako vse povedo. In še nekatera soglasja, tam, kjer ni bilo dobička, ampak kjer je bilo treba koga uničevati, kot so izbrisani, tudi vse povedo. Spajdašiti se s komorkoli, če to omogoča udobno vladanje. Vladanje pa pomeni seveda razdelitev denarja, ki ga je v obilju. Samo problem je, kako ga razporediti. Mi nikakor nismo revna država. Pri nas so revni samo ljudje. In seveda, če si na oblasti, boš vedel, kako se razporedi denar, da imaš zagotovljene stalne vire. Kot politik, ko boš čez 4 leta kandidiral, boš imel spet praktično neomejene vire za svojo reklamo, za pridobivanje občinstva. Mislim, da to prevladuje. Ta nek socializem, v obrambo katerega je eno drobno knjižico spisal, oziroma povzetke, so zdaj objavili nihče drug kot Einstein, ki ga je desnica prav pred kratkim citirala kot enega izmed Nobelovcev, kar vse je dal Izrael in judovski narod, in pol si upamo kaj reči čez, za razliko od Palestincev, ki nimajo še nobenega Nobelovca. Ne. Einstein je rekel, ko so ga povabili z enim pismom, da bi bil predstavnik neke izraelske oblasti, je rekel, da s takimi teroristi se pa on ne ukvarja. Einstein. Kam me je odneslo? Ja, zagovarjajo pa tudi v bistvu bolj socialističen model, ne? Ja, ker sionizem je videl pravzaprav kot problem za judovstvo, ne? Kar se je začel uresničevati v Izraelu. Ja. Tukaj le na tej strani, če se vrnem v naš parlament, je dobiček predvsem tisti, ki je pomemben. Če ne se ne bi v prejšnjem mandatu po padcu Šarčeve vlade večina moralnih pokončnežev takoj preselila na drugo stran, da so še za tisto leto pa pol, koliko je imel 2 leti, obdržali svoje položaje. Me zanima, koliko ljudi bi bilo pripravljenih kandidirati za poslance, če bi dobivali povprečno slovensko plačo. Koliko ljudi? Ne vem. Kaj šele, če bi bila to častna funkcija? Neplačana. Ja. Prej smo tako, se mi zdi, malo pol ustali v tej doslednosti. Da se mi zdi, da bi bilo prav, če malo več se v tem, da se to malo razširimo v današnjem pogovoru. Spomnim se tudi Cvajgove misli, Štefana Cvajga, ki je tudi rekel, da enostavno niso mogli verjeti, ko so opazovali oni kot razumniki v svojem krogu, dunajskem, ko so opazovali, kaj se dogaja, ko je Hitler se uspenjal, pa se jim je zdelo, nam se pa to pač ne more zgoditi. In ko smo prej se začeli pogovarjati o tej doslednosti, kje se ta doslednost začne, kako se ta doslednost kaže, mogoče o tem malo več se danes pogovorimo še. Se mogoče lahko samo še jaz navežem vmes med vami, pa med vami,
Mislim, da je bilo prej vaše vprašanje, zakaj desnica je tako uspešna pri mobiliziranju ljudi veliko bolj kot drugi pol. Ste nekaj tajska vprašanje. Samo nekaj bi dodala z psihološkega vidika, v bistvu največja gonilna sila v človeku je strah. Se pravi, če uporabljamo retoriko strahu, kar v bistvu ta politični pol počne, potem lahko mobiliziramo in nagovorimo veliko večjo množico, kot če govorimo o nekih stvarih, ki pa ne povzročajo strahu. Dajmo sodelovati, dajmo skrbeti za druge, dajmo paziti. Se pravi, to je to, strah. In mogoče še to, nekateri pravijo, da v resnici ni največja, vi govorite o politikih, ampak če govorimo o enem običajnem homo sapiensu, ni tukaj ljubezen, ni tukaj denar. Strah je tisto, ki je največji gonilo in zato uspešna, čist do ostalih psiholoških. Ja, sam kratek komentar. Jaz sem večkrat že napisal, da je najbolj povezovalno čustvo ni ljubezen, ampak sovraštvo. Verjamem pa, seveda in čist pristanem na to, kar ste vi rekli, strah. Če je strah podlaga, potem iz tega zelo hitro nastane sovraštvo. Na drugi strani je pa veliko skupin, kjer ni nobenega strahu. Primeroma te navijaške, ki sem jih omenil. Tam gre čist za nekaj drugega. Tam gre za priložnost domnevno legitimnega nasilja. In tam vsi vedo, da se bo pa nocoj pretakala kri. Tako da kombinacija obojega je tisto, kar moramo imeti skozi pred očmi. Za doslednost je pa tako, jaz imam tako preprosto navodilo, ki velja enako tudi zame. Zdaj gremo domov in jutri prva stvar, s katero ne bomo zadovoljni, jo moramo povedati. Temu se reče doslednost. Jaz sem imela mislih, ker je bil pač vabilo tema današnjega razgovora bila v smislu razraščujočega fašizma. In zdaj z dneva v dan ugotavljamo, vi ste večkrat omenili, kako se na različnih nivojih, kako se ta toleranca kar nekako dviguje. In nekako bomo morali spet nekje spustiti to listico, v tem smislu doslednosti, kje se začne, Kolesarji so bili dosledni. 105 petki so bili, Vse sem bil zraven, sam sem malo pozabil. 105 petkov je sjajna knjiga, kjer je dokumentirano vse, kar se je dogajalo, boljš ne bi moglo biti. In to je za moj okus eno najbolj dragocenih pričevanj delčka naše zgodovine. Zdaj, kako biti dosleden pri porajajočem se nacifašizmu, čemorkoli že rečemo, hvaljenju domobranstva, in istočasnem poudarjanju sprave. Dajmo se že spraviti enkrat domobranci pa partizani, se vsi vemo, da so bili domobranci po krivem likvidirani in to že med vojno, ne samo po vojni. Po vojni so bili v resnici po krivem likvidirani in je bil to zločin, ki bi se ga morali vzdržati, ampak se ga ni dal. Ne moreš spraviti, dokler si prepričan, da so bili, in to piše na nagrobnikih, domobranci, Slovenska narodna vojska, ki je osvobajala. Dokler je to uradna resnica druge strani, jaz ne vidim možnosti sprave. Poleg tega mi je popolnoma jasno, da sprava ni v interesu politike. Nobenem interesu politike ni sprava. Ker v tistem trenutku, ko bo prevladala ena resnica, bomo poteptali drugo. In to seveda ni sprava. Tako kot ni bila sprava po vojni, ko smo pobili 10 in več tisoč domobrancev, da bi rekli, vse je bilo vse v redu. To ni nobena sprava. Doslednost tudi v tem primeru, tudi v primeru,
tega naraščajočega fašizma, nacizma, neonacizma, ustaštva in domobranstva, kar se vse preliva v tem balkanskem kotlu, bi pomenila enak odziv kot pri kolesarjih. Seveda na druge načine. Jaz sem za izbrisane rekel, da je temeljni izvirni greh pravne fakultete, da profesori s študenti niso vsak dan demonstrirali pred parlamentom, ko so zvedeli za ta zločin. To bi bila doslednost. Namesto tega so še pomagali pri izbrisu v najslabšo smer. In krivic, ki ve največ o izbrisu, poleg sodnice Kogovškove, ki je doktorirala na to temo, je rekel, da izbris nikakor ne bi bil mogoč brez voljno sodelujočih pravnikov. To samo jaz nekaj predlagam. Odlična razstava, protestna fotografija v Jakopičevi galeriji, prosim, če še niste pejte pogledati, vrhunska, je par takih fotografij ne pozabi. Človek stoji pred oblakom in dimom solzivca s transparentom. Med drugim. In zraven ne vem, Robocopov, ne vem, tudi da sem poln tam sam. Ja, mislim. Človek je bil popolnoma miroljuben. Nikomu ni našel, samo to človek povedal, da se ne strinjam. To je doslednost. Ja. Hvala za to sporočilo, ja. Presunljivo, ampak je prav in jaz upam, da nikom več ne bomo rabili, ampak če bo treba, bomo šli. Predvsem tisto, ko ste prejeli, ne biti tiho. Največ problem in največ človek je biti tiho. Ponavljam za Jergovičem, biti tiho je fašizem. Ena naivnost. Kaj misli ta akademik z povišanjem te kazni na 30 pa in dosmrtni zapor? Se vendar je on nekako pameten človek, razmišljujoč bil. Kje je bil njegov motiv za to? Kaj je hotel s tem pravzaprav tako naivno, bom rekel, dobrega v svojih mislih? Bomo odgovoril s čisto kratko zgodbo z mojim odzivom na neko pismo Boštjana M. Zupančiča, ki je pred 30 leti napisal v takratne naše razglede, da bi Slovenija rešila ne vem koliko, 30% svojih težav, če bi se IQ, inteligenčni kvocient politikov povečal za 10%. Jaz sem odgovoril z naslednjim podatkom. Povprečni IQ 140 je imel Hitlerjev štab. Nič ne pomaga. Enega od akademikov smo poslušali pred nekaj tedni na televiziji, ki se je zgražal, to pravih akademikov, član SAZU, ki se je zgražal nad kolesarji. Da to je bilo pa nekaj najbolj zavrženega te kolesarji. Nič ne pomaga. Nažalost. Še kakšno vprašanje mogoče? Aha. Sam, da se navežem na tisto mogoče na dve zadeve. Ne vem, se sploh slišal, ker smo brez mikrofona, ali prej so imeli že neke težave ljudje, pa sam to, da ne bomo brez veze govorili. Hvala. Ja, ne se sliši. Ja. Dve zadeve bi mogoče sam izpostavil. Že prej, ko ste dve, mislim kolegice ali več ljudi se je navezalo na to, ali strah, ali kako preprečiti, kjeri so taktike, možne strategije odpora proti porastu fašizma, karkoli neofašizma, karkoli se dogaja desnice. Skratka, jaz mislim, da smo tukaj vse malo pozabili, oziroma bi rad sam to izpostavil. To je vse legitimno in v redu, kar ste prej govorili, argumentirali, ampak ena izmed ključnih stvari, kar smo tudi že zdavnaj prej vedeli, tisti, ki smo bili v teh področjih političnih, tudi družbeno-političnih, aktivističnih bojev, je, kakor je rekel, mislim, da Walter Benjamin, vsak vzpon fašizma ali desnice je posledica propadle revolucije oziroma manjka deficita na pravi radikalni levici. In s tem se moramo ukvarjati, kako ponovno vzpostaviti. Seveda je pa to kolektivni podvig
in tukaj seveda zato se počutijo posamezniki vedno nemočni in potem obupajo ali kakorkoli imajo še te občutke krivde. Skratka, gre za to, kako bomo mi organizirali neko res neposredno demokratično radikalno levico, ki bo imela tudi revolucionarne poteze in bo tudi dovolj stroga v teh sankcijah, ker samo ne biti tiho ni dovolj, ker tudi če so šli kolesari na cesto, se je dogajalo še naprej dosti podobno in tako naprej, tako da imam pa ta drugi del, ki bi se navezal, ker imam pa tudi vedno te mal pomisleke, ker z vsem ostalim se seveda tukaj verjetno prisotni večinoma strinjamo. Ampak, kot ste sami ugotavljali, med politično in gospodarsko elito je veliko večji procent psihopatov, sociopatov, kakorkoli jim že rečemo z našimi medicinskimi nevropsihiatričnimi izrazi, ker sem bolj iz tega tudi področja osnovi, bi jim rekli pač antisocialna osebnostna motnja. In ta je po definiciji mednarodni čist tudi progresivne stroke neozdravljiva. Skratka, zaradi tega imam jaz edine pomisleke, kdaj pri stališčih profesor spoštovanega Petrovca, kako da se tudi do njih nekako neselektivno, permisivno oziroma preveč liberalno postopa. Razumem, da so kakšni primeri, kot je bil pač ta Trobec, pa mogoče Breivik, če bi res lahko zagotovili za take, da potem, ko so izpuščeni predčasno, ne vem kaj, zagotovimo vse varnostne kavtele, ampak jaz poznam ogromno primerov iz prakse, ker so tudi pacientke ali pa drugi prišli v stik s takimi in sem jih jaz to, kakor se je dal branil, ker sem imel to etično in tudi strokovno dolžnost, pa se je nažalost velikokrat pokazalo, da imamo tle kvečjem obratne probleme, tudi v Sloveniji, preveč permisivno, zato imamo tudi toliko femicidov in ponovitvenih zadev in tukaj bi bilo treba najmanj s temi GPS zapestnicami potem nekoga nadzorovati, potem se strinjam, da ga lahko predčasno izpustimo. Skratka, ta del bi bil pa bolj kot vprašanje za vas, no, ampak v tistem prvem političnem delu pa mislim, da bi se mogli bolj ukvarjati s tem, kar že tudi govorimo ali pišejo vsi te akademiki, pa ne vem kdo še vse, ne, da je treba na novo izumljati, kako bo levica, pa mi mislim ta parlamentarna samo, ne, ampak ta, ki bo povezala neka družbena gibanja teren, ki bo najdla odgovor na to, ker so še močnejše stvari, kot je strah, če ponudiš pravo alternativo, samo to je izredno velik izziv. Imamo pa v sebi neke primarne vrednote, to so tudi različni raziskovalci iz te nevropsihologije dokazali, da so te druge zadeve lahko to, recimo, nekaj, kar dela kohezijo med ljudmi napram strahu in tako naprej, skratka neka solidarnost, sočutje, pravičnost tudi, ne, ta občutek je nekako primarno prizgojen, lahko samo ga potem družba skvari. Hočem reči, dajmo se malo več fokusirati na to, kako bi neko novo levico vzpostavili, ker ta, kar se je zdaj izkazala, je to samo neka, saj za mene, pa še za marsikoga, neka senca tega, kar smo včasih si predstavljali, ko smo jo skupaj gradili še v Združeni levici. Drug del, no, bi imel predolg, ker to je tudi zdaj problem, ker bi rad, da tudi drugi še prijejo do besede, seveda, je pa to, no, kako bi, tukaj prvič vam to priliko, ker me je že vsa leta to zanima, ta vaš odgovor na ta neke vrste se mi zdi tukaj notranjo protislovje, da mislim, da do teh, ki imajo pa to res te vrste osebnostne motnje, še posebej, če vemo, da so ravno med temi, proti katerim se pa na družbeno-političnem področju borimo, gospodarskem, skratka, govorimo o teh, recimo temu, temna triada ali pa tetrada dark personality disorders, recimo antisocialna in tako naprej. Jaz mislim, da do teh je pa treba veliko bolj s trdo roko pristopati in pač paziti, tudi če jih potem, nisem ne rekel, da sem za smrtno kazen, seveda to absolutno ne, ali pa tudi ne za dosmrtni zapor, samo če pa že pridejo po nekih pogojih, je pa treba izrazito potem paziti, kaj se dogaja z njimi, ker pri njih načeloma, saj z naše stroke, ni možna rehabilitacija. In zaradi tega je treba tudi gledati predvsem na to, da pri večini od teh pa obstaja, seveda je nek primer ponovitvena nevarnost. Drugo je, če so se eni tako zlomili, kot se je mogoče Trobec, Breivik, ne vem, ali pa da imamo ga potem 24 ur nadzoruje, ampak veste, da v realnosti, saj v Sloveniji, za mnogo od teh, ki imajo te tendence, ki so podobne serijskim morilcem, niti podrazno ni poskrbljeno, da ko pridejo ven iz zaporov, prezgodi, marsikaj, pustimo to, še vedno delajo zadeve in so ženske in tako naprej upravičeno prestrašene. Tako da to dvoje za enkrat. Hvala. Ja, jaz sem bistveno krajši zaradi tega, ker premalo vem, da bi znal na vse tole odgovoriti, ampak glede levice ali karkoli že obstaja pri nas na drugem polu, po mojih izkušnjah je tako, da se večina tistih, ki pridejo na oblast, se spridi slej ko prej. Jaz sem imel pred kratkim nek govor, kjer sem bil razmeroma oster
Spominjal sem se dogodkov po koncu druge svetovne vojne in sem se spraševal, kako bi tisti, ki so dali življenje, gledali na stvari, ki so se dogajale zelo kmalu po vojni. In sem začel z Golim otokom in sem nadaljeval z Dachauskimi procesi in s političnimi procesi pri nas še leta 1975, ko smo zaprli književnika Viktorja Blažiča, ker je bil prijatelj s Pahorjem, tem znamenitim Pahorjem, ki je najbolj čaščen Slovenc zadnjih 100 let, pa je imel prepovedan vstop v Jugoslavijo oziroma v Slovenijo. In sodnika Franca Miklavčiča, ki se je zavzemal za tisočletni sen Slovencev, za samostojno Slovenijo, in sta oba odsedela par let na Dobu. A so bile to vrednote partizanov in takratnih komunistov? In če bi takrat bili dosledni in pokončni in se ne bi predali, kaj s tem čemu vsemu, ali strahu, da ostaneš živ, ker nič izglišen, če boš kritiziral oblast po vojni. To je bil zame prepričljiv dokaz, kako se oblast povampiri, ne glede na to, kako čista je prišla ta generacija iz partizanskega boja. In nadaljevanje tega je ena sjajna izkušnja Nike Kovač, ki so jo italijanski levičari prosili, da jim pride svetovati, kaj vse je šlo narobe, da je Melonijeva prišla na oblast. In je bilo Niki marsikaj tako jasno, kot je seveda marsikomu, ki oddaleč gleda, prej jasno kot tistim, ki so udeleženi. Nič jim ni uspelo narediti za ljudi. Nič od tistih obljub. Zdaj, kaj se da v Italiji narediti, ki je prepredena z mafijo, tega jaz ne vem. Ampak levica ni nič naredila in potem ljudje v obupu volijo spremembo. In sprememba je pač prišla z obljubami, ki ravno tako ne bo nič naredila ta nova sprememba. In pol je eno tako kolobarjenje, ker skoraj da nihče ne vzdrži v vrednotah, ki jih zagovarja, da bi jih tudi živel. Drug del, kaj narediti s takimi res skrajno psihopatskimi osebnostmi, seveda, ti so najbolj odporni, ampak teh je neprimerno več zunaj kot na psihiatriji in v zaporih. Seveda imamo femicide. In tukaj je zmerom, kadar se kakšen zgodi, če me že kdo kaj vpraša za komentar, je najbolj nehvaležna in popolnoma neprimerna reakcija, če bi začel govoriti, kako je teh stvari pri nas malo. Za tistega so se zgodile, je čisto vseeno, živimo v Kolumbiji in vsak dan umre 100 žensk, se najbrž jih res ne dosti manj. Ali živi pa v Sloveniji, kjer se dogaja tam 4 do 6 na leto, kar nas uvršča na dno. Velika težava je, da ne vemo, mi imamo 1000 ljudi, ki imajo izrečeno prepoved približevanja zaradi tega potencialnega nasilja in kjer so jih osveščene partnerke, mečkem deležu tudi partnerji, prijavili. Ampak od teh 1000, morda eden ali pa še manj, od 2000, če bi jih bilo, eden poskuša z nasiljem naprej. S takim, da ima to usodne posledice. In pol bi stopnjeval represijo lahko samo na ta način, da bi vseh tistih 1000, ki so pod tem ukrepom, ali bi jih zaprl, da bi bil čist zagvišen, pa ne vem, kam bi jih dal človek, ali bi jih opremil z nekimi elektronskimi napravami, ki pa v kratkem trenutku vse ne morejo preprečiti. Če se nekdo v naglici odpelje nekam in naredi ta zločin, ga težko kaj prepreči.
mu težko to preprečimo. Tako da tukaj jaz skrušeno ugotavljam, da ni recepta, s katerim bi preprečil en delček zla, ki se pri nas dogaja. To pa tudi iz lastne prakse povem. 20 let sem srečeval delinkvente po celi Sloveniji z morilci vred. Morilcev je prvič zelo malo, a je to tolažba ali ne, v določenih primerih to ni nobena tolažba. In med temi morilci sem spoznal samo nekaj takih, ki bi se jih bal na prostosti, za katere vem, da so te sorte, ki ste jih vi tako dobro opisali, ne moreš. To je odporen na kakršen koli tretma in moraš uporabiti druge inštrumente. To so predvsem nadzorovalni, za zelo malo tako nevarnih. Pri nas ti nadzorovalni še nekako uspejo. Ampak drug problem je naslednji. Na zadnji okrogli mizi pred tednom dni sem izpostavil vprašanje, kako je mogoče, da je Fritzl, se spomnite tega avstrijskega storilca, da je Fritzl dobil v zapor 200 ljubezenskih pisem žensk, podpisanih z imenom in s priimkom, ki so bile pripravljene zanj dati dušo in telo. In moje stalno vprašanje, nekateri, če me poslušate, boste to 10-tič slišali, ali je v ozadju še 2000 ali pa 20 000 žensk, ki enako čutijo, pa se sam ne upajo pisati in podpisati. In da ne izpadem seksističen. Če bi pri nas imeli podobno morilko, ne dvomim, da bi imela dovolj moških občudovalcev. Tam en film je bil posnet z Michaelom Douglasom, če se ne motim, pa Sharon Stone, a je to Basic Instinct, nekaj takega. Kakorkoli, lepa dekleta ljubijo barabe, je celo nek prepev. Ne? Zakaj so skrajni nasilneži tako privlačni za nemajhen del ljudi? In zakaj je za Plutom, ko se je obesil v zaporu, tako neutolažljivo jokala neka deklica, ki bi bila seveda njegova 4. ali 5. žrtev, ampak je bil Plut njeni ljubi, dokler ga niso zaprli, in je bila velika sreča, da je pač preživela, da so ga zaprli, da je ona lahko preživela. Ampak je neutolažljivo jokala za njim. Tega jaz tudi ne znam razložiti. Pa ne gre za take vrste psihopatijo ledenega morilca, ampak ne vem, kako bi temu rekel, ledena žrtev, ki ničesar ne čuti, predvsem tega ne, da bo žrtev. To je meni seveda nejasno in puščam sebe, publiko in vas brez odgovora. Ja. Če lahko tu samo misel v tem smislu, kako pogledati v malo pozitivo, pa v bistvu recimo kako zmanjševati še. Ne? Jaz mislim, da bi tu bila v ozaveščanju možnosti za pa v pogumljanju žensk, večinoma žensk, da v bistvu se uprejo, da v bistvu rečejo time out, da se v bistvu poveča množica teh ljudi, ki dobijo prepoved, pa potem se ta procent zmanjšuje. Ne, v to, da v bistvu to mogoče ena pot naprej in tukaj imamo možnost. Ne, pač ženske opolnomočiti, nasilje, time out, povejte na glas. Ne vem, idealizem, samo nekako ven iz tega, da 1% bo vedno ostal. Ne. Ja, jaz mislim, da si to prizadevamo, cela vrsta nevladnih organizacij, ki skozi govori o tem, zakaj določene ženske, ki so pretežno žrtve, zato jih pač tako enovito kot žrtve omenjam, ničesar ne storijo. To je toliko enih razlag in vsaka lahko po svoje v neki situaciji drži. Lahko je strah. Najprej si zaljubljen, moški je močan in te bo branil pred vsemi grožnjami in potem s časoma vidiš, da je on tudi tebi grožnja, zmerom bolj. In pa narašča strah, in pa se ne upaš. Pol je včasih, če grožnje niso prehude, še zmerom neka ekonomska stabilnost,
znan slovenski izrek je, ja, sej res, da je nasilnež, ampak gnar prinaša domov in nekako poskrbi za familijo. So tepen otroci, je tepena žena, ampak je gospodar. To je kanon, ki ga preberemo kjerkoli. In to je nekaj, kar se tako zasidra, jaz ne vem, kot genetski zapisali kaj, občasno seveda določene struje potencirajo, to, da je treba imeti nad ženskami oblast na najrazličnejše načine, vključno s prepovedjo abortusa. Sicer pa ostanejo ta vprašanja seveda zelo odprta, zakaj si ne pomagamo, ko bi si lahko, čeprav to, da bi si lahko, je naša ocena od zunaj. Kako težko je odrast v neki situaciji, si zlahka predstavljamo, če imamo pred očmi sužnja, ki od malega raste v suženjstvu in nima pojma, da je življenje lahko drugačno. Sej vidi ljudi zunaj, ki so mal drugačni, ampak njegova usoda je taka in to pač sprejme. Zdaj sem se spomnil skoraj, ne vem, podzavestno svoje babice, tam nekje na kmetih je živela, pa sem tako v tem rovtarskem narečju sem rekel, no kako je kaj? Pa je rekla, ja tako kot drug če. Vedno je živela tako, kot so drugi hoteli. In se je s tem popolnoma sprijaznila, pa ni imela nasilnega moža, sploh ne. Zelo prijaznega, ampak bila je revšna, bila je vse, kar zraven paše, morala je pač garati do zadnjega dne in to garanje je bilo tisto, ker so pač drugi tako hoteli. Saj sama bi si odpočila, pa si ni niti znala, pri čemer je vsak dan vstala ob 5, zato da je letela 1,5 km daleč prezebati v cerkev. In potem prišla nazaj, pa še tisti drobiž, ki ga je kje zbrala, je v glavnem dala v puščico. In je bil tudi to en del tega, kot so drugi hoteli. Se ni dalo upreti. To je nek kulturni vzorc zapisan tako močno. In tudi mi, a živimo vedno tako, kot bi si sami želeli, ali tako, kot drugi hočejo. Najbrž različna kombinacija obojega. Jaz si bom sam še vzela pravico do zadnjega vprašanja, če lahko. Pa se bom navezala v bistvu malo nazaj na, malo tako podtalno, v bistvu želim dvigati vprašanje v bistvu socialne države, pa tega, da so socialni servisi, socialne službe in predvsem zaposleni, ne, v teh prostorih oziroma v teh službah dobro plačani, da jih je dovolj, da niso preobremenjeni. Vprašanje gre pa nazaj v zapor na Ig. Kaj je bilo potrebno v bistvu vzpostaviti oziroma kaj so bili pogoji med zaposlenimi, da so verjeli, da so posamezniki popravljivi, da se lahko zapornice spusti, da ni potrebno, da bi bile zaprte do konca življenja, ampak da je obstajalo to prepričanje, torej, da kot družba zmoremo na nek način oblikovati drugačno prihodnost tudi za te ljudi, ki so storili kazniva dejanja. Ker zdi se, da danes poslušamo predvsem o tem, kako pravosodnih policistov ni, zapori so prenatrpani, skratka, pogoji so zelo slabi in zdi se, da je tudi zaupanja v sistem vse manj, hkrati pa sistem postaja vse bolj nasilen in totalitaren. Ja, mi smo naredili en eksperiment, ki je bil takrat popolnoma nepredstavljiv. Iz te izrazito vertikalne strukture zapora, ki je značilna za vojsko, policijo, cerkev, kaj še vse,
smo naredili horizontalno, kjer jaz včasih malo v pretiravanju rečem, da smo bili vitezi okrogle mize, kar pomeni, da so vsi vitezi položili svoje meče za tisto mizo in ni bilo kralja Arturja, ni bilo ne vem koga, vsak je imel svoj glas in vsi so se poslušali. To smo mi naredili z obsojenimi. Z obsojenimi smo se usedli za tako mizo. In rabili smo za to približno 2 leti. Bom preskočil 30 let kasneje, ko sem se jaz nekoč pojavil, mogoče 20 let nazaj na Igu, sem se pogovarjal z eno uslužbenko tam in sem mi tole razlagal in je rekla, če bi se to danes slučajno poskušali vzpostaviti, grem jaz takoj iz službe. In tudi takrat ni bilo brez odporov. Ko smo rekli, da ne bomo več zlorabljali zakonito podeljene moči, zakon omogoča vse mogoče manipulacije. Jaz lahko z najslajšimi besedami rečem, to je vendar zapor. Tukaj si preskrbljen, imaš za jest, imaš zdravniško oskrbo, nihče te ne bo zlorabljal, nihče ne bo ničesar slabega naredil, ampak ti moraš biti zaprt do konca kazni, ker je tako reklo sodišče. In res nikomu nič ne naredim. Ampak ga 4 leta držim noter, ne da bi okusil kakršenkoli stik z zunanjostjo. Kar pomeni, odprtost zapora je v 90% odvisna od osebja. In ko smo mi to takrat začeli uvajati, se je najprej med osebjem dvignil upor. Leta 1975. Zelo malo potem, čez pol leta, ker je bila to izguba možnosti manipulacij z obsojenimi. In tega upora niso vodili pazniki. Ta upor je vodila psihologinja. Toliko malo odgovora na kolega, ki je prej vprašal, kako se je počutil akademik. Tudi ta psihologinja je čutila, da ji iz rok uhaja moč. In ko smo se mi vsi usedli, in ta psihologinja je potem sama zapustila zavod, nobene sankcije, nič ni bilo. Edino soočenje, ki ga ni bila vajena do zdaj, z obsojenimi, je bilo za njo prehudo breme. Mi smo imeli vsak teden sestank, tako imenovano domsko skupnost, kjer so vse obsojenke sedele za mizo skupaj z nami, z vsem osebjem. In smo se pogovarjali in dogovarjali o vseh stvarih. In v začetku seveda to ni teklo, zato ker nam niso zaupali. Če ga vprašaš, kaj te pa žul, je seveda tiho, ker reče, če bom kaj rekel, če bom kaj rekla, bom dobil po glavi. In po več mesecih, ko se je prva ojunačila in naslednje, ko so videli nobenih sankcij, ampak naša skupna želja izboljšati stvari, potem je to zaživelo. Po svobodi je to počasi začelo propadati, prišle so druge vrednote in danes je ig poln kamer, poln zaklepanja, pri čemer, da takoj povem, za določeno populacijo mora biti režim zaprt. Takrat teh izkušenj nismo imeli, ker take populacije tudi ni bilo. In to so odvisniki. Odvisnika ne moreš spustiti ven, tudi če je nekaj časa čist, ker zna biti skušnjava prevelika. Ta del populacije mora biti pod zelo strogim nadzorom. Za ostalo bi bilo pa enako mogoče tudi danes, kot v preteklosti, z neko razliko, da te socialne službe, ki smo jih mi vpletli v vse odločitve, danes ne delujejo več tako, kot so včasih. Danes je čas digitalizacije in večina socialnih služb, centrov za socialnih delov, samo še vnašajo računalnik obrazce, ne hodijo več na teren, tako da ta slika je precej klavrna, kar zadeva neko perspektivo.
In kar zadeva, s tem sem začel, kar zadeva to mojo veliko naivnost, da se da zdaj kar naenkrat vzpostaviti, če bi meni dal proste roke pri izbiri osebja, pa bi vzpostavil ik tak, kakršen je bil. Ne bi ga mogel. Zaradi tega, ker zunanjost, ki je bila, vse okolje, ki je bilo upeto v zapor, danes ne bi bilo več upeto, ker ni socialne države, kakršna je bila v preteklosti. Ampak imamo pa veliko vedenja, zavedanja in mislim, da tudi za to, da se to gradi in krepi, so tako zelo dragoceni taki pogovori, kot je bil nocojšen. Jaz se bom na tej točki najlepše zahvalila Draganu. Upam, da ta svoboda, ki je prišla v 90-ih, da postane tudi nekaj konkretnega, kar bo lahko vsak posameznik živel z občutkom varnosti, zoprstavljajoč se vsem poskusom ustrahovanja. In nekako mogoče za zaključek, naj ne bo tako, kot drugi ali pa kot fašisti hočejo. Hvala in srečno. Pauza, pa dolgi so doživela.